Lepo in prijazno jutro vam želim iz Dunaja. Natančneje nahajam se pred vhodom v področje Hofburga. No, sedaj se pa odpravim po Dunaju, ko se ta prebuja. Kot vse ostale prestolnice po svetu in seveda mestih, se ljudje nekoliko zgodaj prebujajo. Tovornjaki, ki jih vidite tukaj, privažajo različne izdelke za trgovine, ki bodo med dnevom seveda ponudile vse to, kar so pripeljale tukajšnjim prebivalcem in turistom. Sam se nahajam na ulici imenovani Kolmarkt, ki se lahko pohvali z res zanimivo enkratno ponudbo, in sicer z znanimi blagovnimi znamkami. Kors, Gucci, Fendi, Tiffany in seveda še marsikaj takega, kar je seveda zelo pomembno za učinek turističnega mesta, kot je Dunaj. No, tukaj po Kolmarktu boste res lahko našli, kot rečeno, Diorja in tudi različne vrhunske blagovne znamke ur. No, in seveda sedaj tu lahko srečate tudi na jutranjem obhodu domače ekipe policistov. No, pa pojdimo naprej. No, to je zanimiva trgovina Julius Meinl, v kateri boste našli, boste verjeli, kar 17.000 artiklov oziroma izdelkov vrhunske blagovne znamke, in tudi niso tako dragi, da bi lahko imeli težave z plačilom leteh. Pa pojdimo naprej. No, in sedaj sem že na ulici Graben, prav tako na nakupovalnem središču mesta Dunaj, ki je povezan z Hofburgom preko Kolmarkta, Grabna in seveda tja do Štefanogovega trga, kjer se pa dogaja večina stvari, vsaj za tiste, ki mislijo, da je v bistvu tam središče turističnega ponudnega dela glavnega mesta Avstrije. No, kot vidite, tudi tukaj vidimo že tretje policiste, ki zjutraj prekontrolirajo, če je vse, kot mora biti, preden se turisti pojavijo v samem središču mesta. No, še ena stvar, na Grabnu boste našli številne trgovine, tudi vrhunskih blagovnih znamk, ki od vas pričakujejo tudi seveda, da ste ustrezno podloženi z pokriti na svojih karticah in seveda dovolj polne denarnice morate imeti za to. No, to je zanimiv spomenik. Bolje rečeno, gre za kužno znamenje, ki je bilo postavljeno v času, ko je tudi tukaj razhajala kuga. No, seveda ne govorimo o covidu, ampak o pravi kugi, ki veste, kaj pomeni. No, pa pojdimo naprej. No, spet smo nazaj in seveda tukaj vidite zanimiv spomenik. No, želim pa pokazati tole. Tukaj vidite, so že pripeljali jelke, ki bodo prodajali z ponedeljkom, in sicer, kot se ve, je na Dunaju poglavitni del praznovanja pred novim letom Božič in seveda vsi adventni prazniki. No, tukaj na Dunaju boste našli tudi veliko številno zunanjih lokalov, ki delujejo tudi po zimi. No, in zdaj smo že v samem središču mesta in gremo naprej. No, zdaj se nahajamo pa res v središču mesta in tukaj, mimo grede, da vam pokažem,
je vstop v podzemno železnico na Štefanovem trgu oziroma Štefan placu in tukaj seveda znamenita katedrala in z znamenitim središčem, ki je najbolj opevano vsaj na fotografskih posnetkih, ko se prikazuje Dunaj. No in poglejte tole, še ena zanimiva zgradba. Obrnimo se še nekoliko nazaj. No in tole je v tem trenutku zjutraj dogajanje na Dunaju, pa vidite, da ni prazno. No, zdaj se nahajamo že na Koroški cesti oziroma Kertenstraße, kot pravijo domačini. In tukaj boste prav tako našli, kot že večkrat omenjeno, veliko število trgovin in v tem delu tudi lahko vstopite v podzemno železnico. Glejte, zanimivi, že ravno prihajajo in dekleta, ki bodo zagotovo zaigrali nekaj v čast in ponos, čemu pa ne vemo. Pa pojdimo nekoliko korakov za njimi. Tukaj se bodo zaustavili. Ne bodo. Gre naprej, pa pojdimo tudi mi za njimi. Ta je zanimiva dva, gleda. Neka sta dobra. Hello. Super sta, gledajte. In vidite, vsi nas pozdravljajo, prijazni so in to je tudi treba. No, to je kratek utrinek iz Dunaja, posebej za vas. Lepo se imejte, lep dan vam želimo, kjerkoli ste. Nasvidenje.